Prihajam v kraje, ki si jih ti, Gospod, enkrat za vselej napolnil s seboj. O dežela, sveta dežela, kakšen prostor zasedaš v meni. Zato te ne morem teptati s koraki, poklekniti moram. Ti boš ostala, jaz pa te bom nosil s seboj, v sebi te bom spremenil v kraj novega pričevanja skozi stoletja. In Gospod je tisti dan govoril Mojzesu in rekel: Pojdi na pogorje Abarim, na goro Nebo, ki je v Moabski deželi, nasproti Jerihi, in poglej kanaansko deželo, ki jo dajem v last Izraelovim sinovom. Potem umri na gori, na katero pojdeš, in se pridruži svojim ljudem. Kaj ti videl boš pred seboj deželo, vanjo pa ne boš vstopil, v deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovom. Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganila v njenem telesu. Elizabeta je postala polna svetega duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. V puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustini cesto našemu Bogu. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina. Razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo hkrati vse človeštvo. Apnenčasta in ilovnata terasa iz Laporja, stisnjena med Judejsko puščavo in severozahodno obalo Mrtvega morja, 400 metrov pod gladino Sredozemskega morja. To je Kirbet Kumran, z arabskega Girbe, razvaline, in Gumran, morda Gomorra, po imenu bližnjega Vadija. Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski. Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel: Prepeljimo se na drugo stran.
Ko so odslovili množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni? In vstal je, zapretil v vetru in rekel v jezeru: Utihni, molči. In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: Kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in spraševali so se, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero. Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Ime Et-Tabga, ki izvira iz grškega heptepegon, to je 7 izvirov, se nanaša na naravne studence, ki se na tem mestu še danes izlivajo v jezero. Blagor ubogemu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na sam. Pričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je: O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, tako pa je prikrito tvojim očem. Prišli bodo nad te dnevi, ko te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali z vseh strani. V tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja.